prvošolke, spoštovani starši, sodelavci, ter ostali. Najprej bi vas lepo pozdravil na podružnični šoli Kotlje, kamor ste se upisali prvi razred, tiste otroke, ne vas. Otroci, vi mi prvo povedete, kako ste se imeli v vrtcu? Fajn. Kako je bilo med počitnicami? Fajn. No, jaz vam pa tudi zagotavljam, da ste tu imeli fajn. Zato boste poskrbeli učiteljici. Jaz bi rekel tako, trudimo se, koliko je v naših močeh, da vzdržujemo ta objekt v Kotlah, da tudi prinašamo sodobno tehnologijo v Kotle, da zagotavljamo vašim otrokom pogoje, take, kot jih imamo tudi na matični šoli, kamor bo šli kasneje. Vendar ni samo to vse. Brez topline, nekih odnosov, nam ta oprema ne nič koriste in vam zagotavljam, da tudi tega imamo dovolj. Današnji dan je nekaj posebnega, tako za vaše otroke, kot tudi za vas starše. Vsi imamo tremo, prvi šolski dan je. Jaz želim, da vam ostane v lepem spominu in hkrati vseeno pravim, da ne vas ne skrbi, trudili se bomo, da bojo sončni dnevi za vaše otroke na vas tudi skozi celo leto. Lep pozdrav tudi mojem imenu, z nekaterimi se poznamo, z nekaterimi ne. Sem vodja policijskega okoliša, Zvonko Uršnik in bom vaše otroke nekje spremljal tam do 5. razreda. Skup se bomo učili, skup bomo spoznavali nevarnosti v prometu in pravilna ravnanja v prometu. Tako da danes okrog tega ne bomo veliko kaj govorili. Z otroci se bomo srečali zdaj v naslednjem tednu verjetno, pa bomo se pogovorili, kako je treba hoditi po pločniku, kje je treba cesto prečkati, pa te stvari, da se ne bom rekel na novo naučimo teh stvari, ampak da te stvari ponovimo, pa da utrdimo. Vas, starše, pa bi prosil, da ste vi v njihovem prostem času, ko bodo otroci doma z vami, da ste jim zgled ravnan v prometu. To se pravi, da ne boste z otroci hodili izven prehoda za pešce čez, da se boste v avtomobilih pripeli z varnostnim pasom, pa tek naprej. Nekaj kratkih napotkov okrog tega še ne. Otroci bojo danes v šoli prejeli te rumene rutice. Te rumene rutice morajo celo leto letos nositi na poti v šolo in na poti iz šole domov. Ko bojo pa drugo leto nastopile počitnice, pa boste čez počitnice to rumeno rutico malo spravili v en predal, ker bojo vaši otroci v drugem razredu ponovno rabni, ker je tudi v drugem razredu obvezna uporaba rumene rutice na poti v šolo, pa na poti iz šole domov. Zdaj nekateri vaši otroci bojo hodili, oziroma jih boste vi, saj ste v prvem razredu vi dolžni, da otroke spremljate v šolo, pa iz šole domov. Zdaj, kako boste vi to zadevo zagotavljali z uporabo, bom rekel, starih staršev, vice, dedija. Možno je tudi spremstvo s strani starejšega brata, starejše sestre, če jo imajo slučajno, da hodijo v šolo tudi sem, da jih spremlja, to se pravi, če je starejši od 11 let. Tisti otroci, katere boste vozili v šolo z avtomobili, pa morajo biti v avtomobilu pripeti z varnostnim pasom. Če se z tem vgrajenim varnostnim pasom ne morajo pripeti, je obvezna uporaba teh otroških sedežev, v katerih pa morajo ravno tako biti pripeti. Dajte jih opozarjati, da se pripnejo v avtomobilih, pa mislim, da otroci to že znajo. Če ne bom jih pa jaz toliko, bom rekel, pripravo do tega, da bojo otroci vas opozarjali, da se morate v avtomobilu tudi pripeti. Ali? Bote? Bote. No, gledam. To je bilo z moje strani okrog tega, kar bi vam danes hotel povedati. Zdaj, če ima slučajno kdo kakršnokoli vprašanje,
za mene, mi jo lahko postavi. Na voljo sem pa tudi vse ostale dni, če bo slučajno se karkoli pojavljalo, da bomo kakšne težave reševali. V prvi vrsti boste težave reševali z učiteljico, z svetovalno službo na šoli, pa tako naprej. Ampak če se zadeve ne bojo dale rešiti, smo pa tudi policisti na voljo, da vam pomagamo pri teh stvareh. Hvala lepa. Zdaj pa res vidim, da še vidite malo minkate, pa že malo sredijo rokice, pa nogice. Jaz kar prosla gospod iz plesne šole, da se tudi že malo razmikali. Ja, moje ime je Simona, sem iz plesne šole Devželj. Tako da vsi tisti, ko ste zdaj še zaspani ali pa vas zebe, ali pa da bi raki skakali, pridite sem k meni, no? Kar pogumno, hiter, da vidim, to je najbolj na prvišnjem svitanju. Evo, takole, vsi ste pogumni, ravno niso bili pogumni, a vete? Fajte, spok niso pogumni pri ravno. Evo, takole, zdaj pa jaz tudi malo te stole. Spravlja, da naredimo veliko prostora. In bomo mizele, hitrco zaplesali ene žabe. Tako bomo. Tukaj na tej strani je eden ribnik, bo žabice, tam pri vratih bo pa žabi ribnik. Tako vsi žabci, oziroma vsi žabci, pojdite tja, žabice, pridite pa v tale ribnik, oziroma mlako. Takle, pa se bomo takle, vsak si poišče svoj prostor. Jaz bom tule zraven fantov in se usedemo takle po žabje. A boste imeli dovolj prostora, če nimate dovolj prostora, takle bolj naprej pridite. Ja. Zdaj, ne vsi ti pojdi malo bolj, no? Zorko imaš dolge noge, dolge žabje grake, a ne? Takle. In zdaj bomo žabice plavale. Ker nimamo dovolj prostora, pazimo, da ne bomo koga piknali v oko, a velja? Ja, žal je ta učilnica malo manjša. In tale žabica, oziroma ta žabica si je hotela kupiti kopalke. Zdaj pa mi žabice imamo radi tiste kopalkice, ko se zavežejo, kar se mi reče bikini. No, ta naša žabica hotela ima take bikinike in bomo tako zavezali na eni strani, na drugi strani, ne še. Fantje bomo pa ne bomo, fantje imamo pa bermuda kopalke, oziroma tiste normalne, pa bomo kar takih kar nataknali, a v redu? A ja? Ok? No, zdaj bom pa jaz šla kar pesmico grdat, pa bom jaz vmes vam kazala, vi pa kar ponavljate za mano, velja? Pa malo pazite, da se kdo ne udari, ker res nimamo veliko prostora, v redu? Ok? Takle, vi ste pripravljeni, jaz tule še skočim pesmico. In bomo mi. Pa stala unika pesmo. Plesali. Dvakrat zapravo. Zdaj pa bežemo, kopalno zimo bežemo. Pa zameni gor. Vsi nekupi so nobeni, še z rameni enkrat, z mano slavo. Vsi nekupi so nobeni, ostane žabica, znamo pa skočimo v vodo. Vsi, kupi so nobeni, še enkrat
posedete, jaz vas zelo pozdravljam. Evo, malo čaj. Malo veliko tega stolček, ja. Evo, le tukaj ima stolček, kar vse je starše lepo pozdravljam. Vabim vas v plesno šolo Devžej, kjer se imamo lepo. Lektake bodo dobili pri učiteljici, pa jih potem tudi vrnete učiteljici. Plesne vaje pa ne bi potekale po pouku na šoli, tako da se mi pripeljamo sem, pa se malo razgibamo za vašimi otroki. Tako da lepo vabljeni, pa hvala vam, pa lep prvi šolski dan vam želim. Prečna sorta, kadar pišem igam čist počas. Všeč pa mi je ena puca, prepiše rano se oči. Migaja vse se kuca, le kako naj se približa mi. No sem se odločil, da zvečer povabim jo na ples. Kar pred njo bom skočil, saj ne bo verjela, da je res. Si bojo debel pogled, da jih smeja mogoče se tako. Glej, glasno, da bojo rekel, ko se primem jaz za svoje. Ko sem tregarje, ko sem tregarje. Pričel se je pouk v šolah, sedaj bodo vaše pismice zvenele čisto drugače, nekako takole. Hvala. September, poletje odhaja, vse manje vroče, se novo se šole zahoče. Učilnice v šolah so oživele, na tisoče novih smalčkov sprejele.
Ej, take jeseni se res veselim, prijateljem starim in novim hitim. Nosim čisto nove hlače, čeren, kar spada v tok poglače, mali igrače in po mamičim poljub. Potled pa mu vse želimo, da v šolo mora naš junak. Nič za to, če zrahlo tremo, vsak začetek je težak. Kaj se že sveti? Ko se sonce skobali na obzorje in se svetloba dregne jutranjo nemago, se Martiček prebudi. Ptice ga pozdravijo, zgoden si kolega, mlado sonce komaj da do zmenika sega. Še ne veste, v šolo grem, danes imam les prijem, malico morda še ples, jutri pa bo šlo zares. Imata les prijem, poletjo naslednji let pa boste zanimivi izraz poznali, prevedne črke, brali pravljice in pesmi, pili, plesali, listali, telovadili in še in še. Male rokave, male težave, male besede.
besede, male stezice, male razrede, tovarišice in mala šola, kolonec počite, da je majhnega konec in napoči veliko. Dobrodošli v veliki šoli. Težko smo vas že čakali in prav veseli smo, da ste končno postali naši šolarji. Naj vam v veliki šoli čim bo lepo. Skupaj bomo srečno iskali in v življenju novo se podali. Šola vam je danes vrata odprla in se prijazno in veselo smehlja. Šola ni šola, kadar je sama, je ni doma. Z vami bom to šolsko leto, v prvem razredu, pa verjetno še v drugem razredu. Z nami pa bo tudi Aleksandra Kriček, ja, bom res povedala. Mene že od malega taka sem bila kot vi, oziroma še prej so me začeli klicati Saša in me zdaj vsi poznajo kot Saša, tudi učiteljice, starši, tako da me tudi vi lahko kličete učiteljica Saša. Enako velja pa tudi za starše. Moram pa še nekaj povedati, da sem letos iz 4. razreda prišla v 1. razred. Dolgo sem bila v 4. razredu, v 1. razredu pa v bistvu samo takrat, ko sem hodila v 1. razred. Za mene bo to tudi neka nova izkušnja. Z vami bom 2 uri na dan in pa v podaljšanem bivanju ponedeljek, torek in sredo. Četrtek in petek pa bodo drugi učitelji. Tako da učiteljica Saša bo leto z nami prvo šolo. Ja, z nami pa boste celo šolsko leto tudi 2 junaka. Verjetno jih vi že kar poznate na vaših delovnih zvezkih, ste jih videli. Ste jo prepoznali že kaj? Veste, kaj imajo ime? Kdo sta to? Bravo, to sta Lili. Jaz sem Lili, pozdravljeni prvošolci. In prijateljček. Line. Ta dva sta zelo, zelo prijazna. Na uradi imamo tudi njuno slikico in okrog njo so same prijazne besede. Te prijazne besede bomo mi jutri že spoznali in jih celo šolsko leto oziroma skozi ves čas jih bomo uporabljali. Ali ja? Zdaj pa, jaz sem zelo zadovoljna, da ste danes vi prišli v to našo veliko šolo, so vam povedali, šolarje že. Tako se nekaterih spomnim, februarja smo se videli, danes ste čisto drugačni, taki veliki, ta pravi ste že. Ampak nekaj se pa meni zdi, da še manjka za v šolo. Kaj bi še manjkalo? Torbe. Imate torbe? Imate? Super, jaz mislila, da kar tega eni urečki prinesli, vse tiste zvezke pa stvari. Imate torbe? A bi kdo že opisal malo, kako torbe pa ima? Bi kdo povedal, da malo piše? Mesija. Ni? Kako imaš ti? Mesija. Mesija. Ti tu? Kako bomo pa vedli,
pogledal, kako torbico imaš. Hello Kitty bo tudi z nami, Dinka. Jaz imam celko šolo. Super, krasna, Nika. Jaz imam pa tako muce, belo. Ti, ta torbica. Vilo. Vila je narisana stvar. Tvoja. Jaz imam pa rožice. Rožice, super. Zdaj pa, ker smo v šoli, se učimo in prva domača naloga. Dobro našpičimo ušesa, tam vidim, da dva ne slišita. Ušesa, hitro migajo. So? Prva domača naloga. Kaj pomeni domača naloga? Kada se učimo. Da bomo to jutri doma, oziroma že danes malo doma pripravili. Jutri boste to prinesli v šolo in z učiteljico bomo pregledali, če je naloga opravljena. Prva domača naloga, da spakirate, pripravite šolsko torbo in jo jutri prinesete z vsemi stvarmi v šolo. Vse, kar je pisalo na tistem seznamu. Za starše pa domača naloga, da prosim vse označite. Velja. Jaz že imam domača. Krasno. Potem je naloga še opravljena skoraj. Kaj je torbo za jutri? Torej, torbico smo poštimali, ampak učiteljica Saša, jaz še vedno ne vem, či najni prvošolci lahko pridejo v šolo. Nik, kaj misliš, kaj še manjka? Mi dve še vedno ne vemo, če lahko pridete vi v šolo. Rutice. Bravo, pa vi vse vete. Ja, za koga rabite rutice? Se ni tek mrzlo še. Zaradi tega, da če avto pripele, ve, da mora paziti, da te ne poži. Vi ste pa res prej dobro poslušali policista. Zdaj pa, da boste res postali pravi prvošolci, bo vas učiteljico vam nadeli rutice. Tudi starši domača naloga, prosim, tu nekje z alkoholnim flomastrom označite, ker te rutice damo v šoli dol, sicer jih shranejo predalčke, ampak včasih kjera obleši in potem iščemo lastnika. Jaz imam nekdo luzo alkoholnih flomastare. Mama, kviska nama napisala, velja. Zdaj pa kar kolono. Da vidim, če ne znamo narediti kolono prvošolci. Kolono, tam se še nam postavite. Izvoli prvošolec. Hvala, da se postaviteš. Izvoli. Vidi. Lep prvošolci. Zdaj bote pa postaviti. Pazi vas, da pazi. Da si jih malo poravnate, lepo naštimate. Dajte pa pravi prvošolci. Lepi, zelo lepi. Zdaj, ker ste pravi prvošolci, imam eno presenečenje za vas. Zdaj pa pridite sem, ker vam bom jaz še pokala, ker starši tega ne smejo slišati. Vsi so pravi. Še slišati. Lokomotiv
lokomotiva bo učiteljica Saša, vi pa vagončki. Idemo nazaj, kakšni ste vagonček, Jule bo vagonček, evo še, kako je delo vakrat? Hvala za pisme. boste
narisali vse.